Glejte, jaz sem tudi govoril za to sodnico. Ja. Dvorana takšna, kot je. Zdaj ne bomo mi razširili vsi skupaj tukaj. Seveda mi ni treba, ona je moja. Te kapacitete, kot so 8 ljudi lahko vzamete zraven. Ali bomo šli vsi, ali pa noben? Z gospodom se pogovarjamo spet. Jaz sem tam ljudstvo. Javnosti je tako, ne morem prepoštevati. Ker jaz ne morem zdaj izbirati, kdo bo šel, jaz imam od njih 8 sorodnikov. Ne premestijo na ta čelo. Ono razumem, dajte vi meni razumeti, da je za vas resnično vredna za privedba, koliko tega ne boste upoštevali, bodo zoper vas uporabljena prisilna sredstva. Ja, pol boste morali iti v Kamno Gorico. Pol boste morali iti v Kamno Gorico po njega, zato ker on je prostovoljno sem prišel. Eto, smešli se nam, da to je naša služba in moramo mi delati in izvrševati. Se boste osmešali, da se nam... Zato vam pravim, 8 ljudi lahko je noter, če želite si jih izberite, koliko tega ne morem. Boste pa šli sami. Mi pa sem prišla iz Avstrije, 300 kilometrov. Zato, da bova tebe počakala pred vrati. Ne morem jaz temu reči, ti boš v mano, ti pa ne. Zakaj nas sodnica diskriminira? Javnost mora biti prisotna na podlagi ustave. Zakaj nas sodnica diskriminira? Da ne moramo biti prisotni na javni obravnavi? Kako imam torbo? Na torbo imate, dobro. Zadnji sem vezan na zapisnik. Kade isto? Isto na zapisnik, pa znam zadnje. Samo še to. To med temi ljudmi so ljudje, ki meni pravno svetujejo. In je to obenem kršitev moje pravice do obrambe. Ste povedal sodnici to? Zdaj na zapisnik gre vse to in da se ne boš branilo, dokler ni ljudstvo zdrava. Zdaj premestijo na Tavčarjevo, pa je tam dvoran polno. Ljudstvo zahteva biti prisotno na javni obravnavi. Povejte to policisti. Pa nekajte kršati ustavo, naše pravice ustavne. Banda. Zdaj kakšno izjavo, no.